Sredi maja je bilo predstavljeno prvo tarčno biološko zdravilo za zdravljenje osteoporoze tudi v Sloveniji. Osteoporoza je bolezen kosti, ki postajajo krhkejše. V Sloveniji ocenjujejo, da ima to bolezen od 80 do 100 tisoč prebivalcev starejših nad 65 let. Za njo po 50. letu zboli vsaka druga ženska in vsak 5. moški. Od konca aprila je v Sloveniji na voljo novo zdravilo za zdravljenje osteoporoze, ki temelji na novem mehanizmu delovanja in se imenuje Prolia. Je prvo tarčno biološko zdravilo za zdravljenje osteoporoze. Več o njem pa Tomaž Kocjan iz Endokrinološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Prolia ni nič drugega kot biološko zdravilo, tarčno zdravilo, ki se stoji iz monoklonskega protitelesa, ki se veže direktno na ta rank ligand, se pravi na ta citokin, ki je pravzaprav zadolžen za aktivacijo celic, ki razgrajujejo kost, za aktivacijo osteoklastov in ga blokira. In na ta način seveda izredno učinkovito v sami kali zatre razvoj osteoklastov in s tem seveda skoraj praktično v celoti za 80 do 90% zavre kostno razgradnjo že v nekaj urah. Torej nekje po 12 urah začne to zdravilo učinkovati in kot rečeno po eni injekciji približno 6 mesecev ta zavora vztraja, potem pa dobi bolnik novo injekcijo. Torej kot prvo zdravilo izbora je lahko to zdravilo za vse bolnice, ki se začnejo zdraviti zaradi osteoporoze in so stare vsaj 70 let ali več. Se pravi, za te je lahko res zdravilo prvega izbora, medtem ko za vse ostale ženske bolnice, zaenkrat o moških ni govora, čeprav pričakujemo, da bo pač postopno tudi ta indikacija prišla zraven, pa za vse tiste, ki teh zaenkrat ključnih zdravil oziroma najbolj razširjenih zdravil za osteoporozo, to je bisfosfonatov, ne prenašajo, torej ne morejo imeti ali pa so ta zdravila neučinkovita. To se pravi, da je prišlo ob zdravljenju do upada kostne gostote, do novega zloma ali česa podobnega. Zdaj, kako bo izgledalo v praksi? V praksi bo izgledalo tako, da bo lahko to zdravilo tem dvem skupinam bolnica, kot sem povedal, predpisal vsak izbrani zdravnik, torej ni to omejeno na specialiste ali kaj takega, to je pač, so omenjali tudi kot prvo zdravilo, prvo biološko zdravilo za najširše množice, pričakuje se dosti masovna raba, seveda, če bo tako, kot izgleda zdaj iz kliničnih študij. Torej, zdravilo bo lahko predpisal vsak izbrani zdravnik na recept, na zeleni recept, bolnica bo šla potem v lekarno, tam dvignila zdravilo, prišla nazaj v ambulanto in v ambulanti potem to zdravilo dobila, bo pač verjetno dala medicinska sestra. Iz te iste raziskave Freedom je razvidno, da denosumab oziroma Prolia učinkovito zmanjša tveganje za vse vrste zlomov. In sicer za skoraj 70% po 3 letih zdravljenja za zlome vretenc, potem nekje za 40% za zlome kolka in 20% za vse ostale nevretenčne zlome, tako da po strokovnih kriterijih je to v bistvu zdravilo prvega izbora za vse bolnike za osteoporozo.